lahko začnete s parado, vse je podpravljeno, kar gremo. Razumeš? Spoštovani gospodje, glede na to, da bomo čez nekaj minut začeli z našo prireditvijo ob 120. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rateče Planica, da slavnostno tribuno vabimo predsednika Gasilske zveze Kranjskega Gora, Roberta Pavčaka, predsednika Hrvaškega gasilskega društva in poveljnika Gasilske zveze Kranjskega Jožeta Lavničarja, zunanji poveljnik Hrvaškega gasilskega društva Zlatko Krusa, Spoštovane dame, spoštovani gospodje, Ratečanke, Ratečani in vsi obiskovalci današnje proslave ob 120. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rateče Planica. Začenjamo z našim uradnim delom in prav je seveda, da ga začnemo s himno Republike Slovenije. Z nami je godbana pihala iz Terice Kranjska Gora, ki nam bo zaigrala himno Republike Slovenije. Spoštovani gostje, dovolite še enkrat, da vas pozdravim v tem prekrasnem ambientu naše prelepe vasice Rateče Planica ob današnjem res častitljivem prazniku 120. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rateče Planica. No, seveda pa uvodni pozdrav nam bo namenil predsednik društva, ki svoje poslanstvo opravlja že četrt stoletja. Dame in gospodje, predsednik društva Jožef Lavničar.
Hvala lepa. Spoštovane gasilke, gasilci, krajani, gostje, skratka vsi, ki ste se danes tukaj zbrali, vključno zgodbo in vsemi vami, ki bomo danes predali skupaj namenu in opravili slovesnost ob 120. obletnici gasilskega društva. Med nami seveda je prav, da nekatere goste prav posebej pozdravimo. Pozdravimo gospoda župana občine Kranjska Gora, gospoda Janeza Hrovata. Pozdrav seveda tudi našemu predsedniku naše gasilske zveze Kranjska Gora, tovarišu Robertu Plavčaku. Pozdrav predsednici, ki se nam bo, predsednici krajevne skupnosti Rateče Planica in seveda občinski svetnici tudi Sonji Kavlar, ki se nam bo tudi kasneje pridružila na tem odru. Med nami so tudi naše drage botre, ki so v preteklih letih bile sponzorji, botri, podporniki našemu gasilskemu društvu. Med nami je botra Helena Petrič, Alojzija Šalej, Ankica Kopavnik in tudi Sonja Kavlar. Mislim, da je prav, da jim namenimo tudi ta uvodni pozdrav. Današnjo slovesnost bo ob blagoslovu gasilskega vozila bo opravil župnik iz Dovjega, ki je bil za to priložnost naprošen ob odsotnosti našega župnika, ki ima v teh dneh druge obveznosti. Vemo, da se tudi v Kranjski Gori dogajajo tako imenovani ruski dnevi, zato je prav, da se gospodu Francu Juvanu že na začetku zahvalimo, da bo upravil ta naš blagoslov. Hvala lepa. In seveda pozdrav našim prijateljem, kolegom, gasilcem iz občine Kranjska Gora, Gasilske zveze Kranjska Gora. Prav poseben pozdrav pa našemu pobratenemu gasilskemu društvu iz Puhlje pri Ptuju. Lepo pozdravljeni med nami. In še nekoga bi rad posebej pozdravil in izpostavil na današnji dan. Med nami je izdelovalec podvozja tega vozila, prav je, da to tudi povemo, ampak ne samo to. Med nami je olimpijec z zlato medaljo, ne moremo verjeti. Ja, to je gospod Pušnik, tamle je vstal. Pred 2 tednoma je osvojil zlato medaljo na olimpijadi v sosednjem Beljaku. Čestitke. Torej, užimo lep dan in veselimo se na današnji dan in opravimo to našo slovesnost čim bolje in zelo dobro in odnesimo dobre spomine iz našega kraja. Hvala lepa. Hvala lepa predsedniku društva za uvodni nagovor. Kako lepo in predvsem kako častno je biti gasilec, zavedo samo tisti, ki so kadarkoli v življenju opravljali delo prostovoljnega gasilca. Ampak lepo je biti tudi muzikant in zato zdaj v naslednjih minutah godba napihala iz sredice Kranjska Gora in kako lepo je biti muzikant.
Zgodba prihaja iz starice Kranjska Gora, ki danes skrbi za glasbeno spremljavo ob častitljivi 120. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rateče Planica. Od leta 1897 se torej piše ta prekrasna zgodba, ki je seveda rdeča nit lete pomoč ljudem v kakršnikoli stiski. In kot smo že omenili, četrt stoletja je predsednik domačega društva Jožef Lavtižar, ki nam bo lahko največ povedal, kaj vse so v zadnjih letih gasilci storili, kaj delajo danes in kakšni so njihovi neumorni načrti za prihodnost. Torej, zdaj pa sledi govor predsednika društva tovariša Jožefa Lavtižarja. Spoštovani, še enkrat prav lep pozdrav. Verjemite mi, da sem se v zadnjih letih velikokrat spraševal, kam v tej Sloveniji sploh vodi pot gasilstva in kam je ta usmerjena. Mnogi med vami niti ne veste in niti ne zaznate, da celo naša krovna organizacija, Gasilska zveza Slovenije, že ubira obsežna pota administracije in s tem postavlja prenekatero oviro tudi naši organizaciji. Seveda nam uradniki povedo, da je gasilstvo obvezna lokalna služba, za katero trajno in nemoteno zagotavljajo sredstva občina država. In seveda na tem zakonskem dejstvu gradijo svoje vratolomne administrativne telovadbe. In vendar, gasilstvo smo mi, gasilstvo ste vi, prostovoljci, ki smo tu zaradi lastnega prepričanja in ne zaradi administrativnih preprek. Te administrativne prepreke niso zmogle v 26 letih samostojne države urediti statusa gasilca. In pri tem seveda znova in znova spoznavam, kako prav je imel pred 80 leti dr. Kodre, ko je že takrat gasilcem zelo lepo povedal, da je prostovoljsko požrtvovalnost, da je lasten podvig, lastna pomoč, pomoč fare, pomoč občine. In tega verjetno, to lahko verjetno doumejo samo tisti, ki to počno. Tak dokaz je tudi včerajšnja vaja, nekateri ste na njej sodelovali in na tej vaji je sodelovalo preko 120 gasilcev, gasilk, gorskih reševalcev in seveda drugih enot. In prav ta vaja je pokazala, da znamo, zmoremo sodelovati drug z drugemu, z roko v roki, si pomagati, ne glede na prepreke jezika, ker so sodelovali tudi kolegi iz Avstrije in iz Italije. In prav je tako. Še večji dokaz pa, da je temu tako, pa je vse preteklo 120-letno delo našega društva. Krajani tega kraja so resnično vedno stopili v kup. Krajani tega kraja so resnično vedno stopili v kup in vsak po svoji moči pomagali, da se je v vasi ohranilo gasilstvo. Ne oziraje se na vse prepreke, ki so to vas doletele, od velikih požarov, poplav, tudi bojen in še česa drugega. In da ne pozabimo, teh 120 let je prav, da se še enkrat spomnimo, kaj vse se je postorilo tako v društvu, kot tudi v vasi. Že leto po ustanovitvi društva 897. leta je to društvo dobilo motorno brizgalno, ki pa žal ni hudo pripomogla ob požaru leta 1905, ko smo izgubili v vasi 46 hiš zaradi požara. Seveda je prišlo tudi pri vzponih in padcih tega društva leta 1924 celo do razpustitve društva in takojšnja novo ustanovitev. In tako leta 1939 nakup motorne brizgalne, pa graditve 2-3 bazenov skozi
zgodovino do 50 let in seveda 54. leta razvitja gasilskega prapora, katerega je bila botra Antonija Kavalar. Pa potem nakup enega vozila in ene motorne brezgalne z botro Janja Dolkar in Alojzij Ošalej 82. in 83. leta in seveda v Novi Sloveniji leta 93 razvitje novega gasilskega prapora, gasilskega društva Rateče, katerega botra je bila Ankica Kopavnik. Pa nakup gasilskega vozila Volkswagen Transporter, botra Sonja Kavalar. In na to spet gradnja, celovita obnova garaže, leta 2010, pa nakup novega vozila 2011, pa 15 odstranitev kavarnarjeve hiše, pa ureditev parkirišča pri gasilnem domu. In vse našteto kaže na to, da je društvo vse bolj in bolj uspešno ter delovno, predvsem pa, da se razvija v pravo smer. S ponosom lahko ugotovimo, da imamo v svojih vrstah pridno mladino, delovne člane, članice, tudi operativke, ki v boku sodelujejo tudi na intervencijah s svojimi kolegi. Seveda pa gasilstvo zahteva tudi vse bolj in bolj izpopolnjeno tehniko in seveda tehnika brez izpopolnjenih, poučenih, izobraženih gasilcev ne greste skupaj. In zato, da bodo ti gasilci pravočasno lahko pomagali, prišli na svoje mesta, smo danes tu, da prevzamemo gasilsko vozilo za prevoz moštva in ga tudi danes blagoslovimo in predamo namenu. Pri realizaciji investicije je poleg gasilcev samih velik del prispevala občina Kranjska Gora in seveda kot vedno agrarna skupnost Rateče. Pri tem je potrebno poudariti, da je prav agrarna skupnost tista, ki gasilcem pomaga vedno. Verjemite mi, da imamo v Sloveniji in zelo blizu tudi agrarne skupnosti, ki gasilcem ne namenijo niti centa denarja in težko to verjamemo v današnjih časih. Seveda pri tem so pomagali tudi donatorji, naprimer Ministrstvo Republike Slovenije za obrambo, ter ne nazadnje vsi vi, ki ste danes tukaj, dragi krajani, zbrani. Predsejšen delež pa je pridala tudi družina Kopavnik, Vila Mojmir, ki jo danes že drugič med nami predstavlja botra Ankica Kopavnik. Prvič, kot smo že rekli, je bila botra prapora leta 1993. Zato našo skupno pridobitev, ki jo danes tukaj vidimo še enkrat, ampak resnično še enkrat, iskrena hvala vsem vam. Seveda pa se gasilci pri tem tudi zelo dobro zavedamo naše odgovornosti in seveda pri tem tudi obljubljamo, da bomo to odgovornost nadaljevali v takšni obliki tudi še naprej in to društvo seveda predali našim naslednjim rodovom v še boljši kondiciji, kot je sedaj. Spoštovani, na koncu seveda še enkrat hvala vsem vam za vašo prisotnost. Verjamem, želim in upam, da se boste pred nami zelo dobro počutili in seveda odnesli prijetne vtise iz Rateč. Hvala lepa in na pomoč. Hvala lepa prvemu govorcu izmed treh, torej predsednikov društva, poslovnega gasilskega društva Rateče Planica, tovarišu Jožefu Lavtežarju. Z nami pa je tudi predsednik Gasilske zveze Kranjska Gora, ki ga zdaj povabimo k besedi. Z nami je tovariš Robert Pločak. Spoštovana tovarišija, dragi gostje, občanke, krajanke, Ratečani, kaj ne rečem, lepo pozdravljeni tudi v imenu Gasilske zveze občine Kranjska Gora. Prej smo slišali lepo istočnico, lepo je biti muzikant, jaz pa danes pravim, lepo je biti tudi gasilec. Čeprav to vedno ni lahko, včasih tudi težko. Kako je to bilo, nam je pravzaprav na kratek način skozi kronologijo časa povedal vaš predsednik. Dejstvo je, da vse to, kar danes imamo, v bistvu presega vse tiste misli ali pa zmožnosti nekega časa naših prednamcev, pa vendarle nas je nekaj tistih, ki nas druži to, kar nas je družilo v preteklosti in kar nas druži tudi sedaj, nas bo družilo v prihodnosti. To je to prostovoljstvo, pomoč
pomoč kadarkoli in pa gašenje takrat, ko nas najbolj potrebujejo. Seveda ni bilo vedno tako, tudi kar se tiče same nabave opreme in pa ostalih sredstev. Ampak odkar obstaja še društvo, se je v tem času seveda mnogo kaj spremenilo. Spremenilo se je tudi na občini, ali imeli smo občino, izgubili občino, dobili novo občino in z novo občino smo tudi dobili Gasilsko zvezo občine Kranjska Gora. V teh 20 letih, odkar obstaja Gasilska zveza občine Kranjska Gora, se je tudi marsikaj spremenilo. Spremenil se je odnos do vseh tega sredstev, do vas, do načina dela in pa pravzaprav en občutek, kaj pravzaprav vse potrebujemo. Najbolj vesel in zadovoljen pa sem, da smo v zadnjih 10 letih začeli z opremljanjem vseh naših sil za zaščito oziroma gasilskih društev na način, kot smo ga dogovorili. In ta dogovor izpolnjujemo še danes. Seveda vam ob tem prazniku, ob 120-letnici, iskreno čestitam, želim in upam, da vam bo tale lepotec na moje desni zelo dobro služil. Res, v 20 letih se marsikaj spremeni, če bi te starega zraven postavili, bi res videli, kakšna je to razlika. Tudi mi se malo spreminjamo, ampak dobro, vsak dan se nekako pogledaš v ogledalo pa rečeš, samo od sebe je malo drugačen. Kakorkoli že, uživajte v tem dnevu, uživajte v praznovanju, uživajte ob novi izročitvi vašega vozila in pa upam in želim se, da bo takih priložnosti še več. In z gasilskim pozdravom na pomoč. Hvala lepa predsedniku Gasilske zveze Kranjska Gora. No in seveda brez vrhovnega poveljnika enot zaščite in reševanja ta slovesnost ne bi bila to, kar je. In zato je z nami župan občine Kranjska Gora, gospod Janez Hrovat, ki se je dobro spoznal s delom gasilskih organizacij v občini in s tem seveda tudi prepoznal njihove kvalitete, moč njihove sile v sistemu zaščite in reševanja. In zato je prav, da naklonimo sklepno besedo današnjih govorov. Dragi Ratečanke, Ratečani, spoštovani gasilci, godba, ostali visoki gostje, gospod župnik, en lep dober dan v Ratečah. Že Bojan Makalc je omenil v prelepem ambientu, meni sicer ni najlepši. Veliko rajš bi bil na trgu, na Gorici, v urejeni vasi, ampak poglejte, situacija je zašla, gradbeniki so mogoče delali majčken premalo, majčken prepočas. Zahtevnost dela je bila prevelika in končali smo tukaj v šotoru na avtobusni postaji, ki ima pa saj novo prevleko, tako da se ne bo priplesil kakšna peta zataknila v kakšno razpoko, tako da mislim, da bomo tudi to preživeli, pa da saj vaški dan pa res naredimo na Gorici tako, kot je treba. Jaz bi res nadaljeval z vsem temu, kar so moji predhodniki že povedali, da občina Kranjska Gora resnično velik pomen daje na enote za reševanje tehnike, materijala in človeških življenj, naj bojo to gasilci, civilna zaščita, gorski reševalci in vsi drugi, ki se trudijo ob nesrečah reševati v naših koncih. Vsi vemo, da tudi Rateče niso bile oproščene teh nesreč in da je tudi v Ratečah bila že velika katastrofa, ki jo je Lavtižar, predsednik društva, omenil in samo želimo si lahko, da se kaj takega ne naredi. Občina Kranjska Gora tudi do sedaj in pod mojim vodstvom resnično se zaveda, kako pomembna je oprema gasilcev, kako pomembna je izurjenost gasilcev in jaz verjamem, da ste prav rateški gasilci, pravzaprav vem, da ste prav rateški gasilci s svojo pridnostjo in tudi na koncu skromnostjo lahko vzor, da sodelovanje v vasi, ki je bilo mogoče nekdaj majčkan drugačne kot zdaj, poteka na maksimumu, mogoče najlepše v dolini, da je to, kar je povedal, da vsi združijo svoje moči
da imate toliko boter, da imate tako radodarne oziroma pripravljene pomagati tudi društvo, agrarno skupnost, da je to nekaj najlepšega, kar mora biti in da je ta avto mogoče samo ta češnja na torti, ki dokazuje, da je to res. Ni bil samo avto te lete, odkar sem jaz župan, je društvo Rateče kar nekaj stvari premaknilo. Podarili so kavarnarjevo hišo in resnično vam moram povedati, da je prostovoljstvo v Ratečah doma. Da je občina Kranjska Gora večinoma prispevala samo za materialne stroške, za prevoze, za osnovne zadeve, vse drugo so gasilci in vaščani postorili sami in jaz mislim, da prav prostovoljstvo mora še tudi do zdaj in seveda še v bodoče povezvati še najbolj pa gasilce. Jaz na tem mestu vsem Ratečanom in Ratečankam, botram, ki so že drugič botre, pa mogoče bodo še tretjič, ker so še mlade, želim resnično čim bolj mirno življenje v Ratečah, čim bolj naravnih katastrof, pa seveda, da sodelujete, pa da v občini pač pomenite to, kar ste do zdaj, v bistvu ena taka prostovoljska vas, ki je ne more zmotiti še tako nasprotovanje iz zunaj. Tako da jaz se vsem zahvaljujem in želim, da ta avto uporabljate resnično največ v miru, v namen prevoza oseb in da čim manjkrat z njemu izpeljete oziroma izvozite na intervencije. Hvala. Hvala županu občine Kranjska Gora in seveda slovesnost, sploh ne ob 120. obletnici ne bi bila slovesnost, če se gasilci ob tej priložnosti ne bi zahvalili najmanj tistim, ki so jim najbolj stali ob strani. Zaradi tega prosim predsednika in poveljnika društva, da opravite to prijetno dolžnost. Kot sem že povedal, so med nami naši dragi prijatelji, gasilci iz našega pobratenega društva Spuklja pri Ptuju. Leta 1993 smo podpisali listino o pobratenju in seveda od takrat dalje sodelujemo z drugim, se obiskujemo in seveda v tej priložnosti bi se jim društvo rado tudi zahvalilo za njihovo prijateljstvo z nami, zato društvu Spuklja pri Ptuju, zato društvu poklanjamo zlato plaketo društva, gasilskega društva Rateče Planica. Prosim predstavnika, da se mi pridruži. Hvala lepa Ratečanom, res je, lepo je videti v vas toliko, ko vas je. Vse to pri nas je lepo, morate večkrat k nam priti. Z nami je dolgoletni gasilec, ki je leta 1993 prevzel funkcijo poveljnika društva. In od takrat dalje seveda marljivo, vztrajno, neumorno delal v gasilstvu. Dela še danes. Med nami je nekdo, ki mu gasilstvo resnično pomeni veliko ali pa vse. Med nami je Justin Mrak, ki danes prejme zlato plaketo društva.
vsem krajanom in krajankam in gasilcem našega društva. Hvala lepa. Kot je bilo že rečeno, gasilsko društvo sodeluje z marsikatero organizacijo in seveda marsikatera organizacija z gasilskim društvom. Ena takšnih je tudi organizacija, ki sliši na ime Turistično društvo Rateče Planica. S Turističnim društvom Rateče Planica gasilci sodelujemo kar mnogo let, tudi na Tromeji, tudi na Vaškem dnevu in še kje. Zato prosim tajnico Krajevne skupnosti Kranjska Gora, gospo Drogartino, da prevzame zlato plaketo društva. Rateče Planica in mislila reči. Se oproščam. Vidim Kranjskogorce, tako rečem Kranjska Gora. V imenu Turističnega društva Rateče Planica izrekam zahvalo in pa seveda upam, da bomo še naprej tako sodelovali, kot da smo do sedaj. Hvala lepa. Seveda sem že v govoru omenil je tudi župan. Skupnost, ki izdatno pomaga temu društvu, skupnost, ki pripomore temu društvu, da se ustrezno in dobro razvija, je tudi agrarna skupnost. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili tudi agrarne skupnosti za njihovo pomoč, podporo in tudi denarna sredstva in zato agrarne skupnosti Rateče Planica ob tej priložnosti izročamo zlato plaketo društva. Prosim predstavnika agrarne skupnosti. Ga ni. A smemo mogoče kakšnega člana agrarne skupnosti prositi? Super. Jani Osvald, mislim, da je tudi član odbora, ne naprej. To je član odbora agrarne skupnosti Jani Osvald, bo prevzel zlato plaketo. Tudi jaz bi se zahvalil v imenu agrarne skupnosti za dobro sodelovanje in za to plaketo in upam, da bomo tudi v bodoče dobro sodelovali, kot smo do sedaj. Hvala. Seveda in društvo ne bi bilo to, kar je, ne bi bilo to brez vseh vas. Veste, da smo velikokrat potrkali na vaše domove. Se oglasili pri vas po to in ono, vas prosili za pomoč tako pri izvedbi proslav, prireditev, občnih zborov in tudi donacij. Med drugim tudi, ko smo zbirali donacije za to gasilsko vozilo. Vsakemu in vsem skupaj smo se želeli zahvaliti in seveda tako se zahvaljujemo vsem krajanom Rateč. Zato prosim, da v imenu krajanov Rateč sprejme predsednica Krajevne skupnosti Rateče Planica, gospa Sonja Kavalar, zlato plaketo, ki je namenjena vsem vam. Ponosna sem. Danes sem pa res ponosna na vse krajane Rateč, pa ne zaradi zneska, ki smo ga zbrali, ampak zato, ker v Ratečah vedno znamo stopiti skupaj. Na tem mestu bi se vseeno rada zahvalila agrarni skupnosti, ki ni skupnost lastnih interesov, ampak vedno pomaga vsem društvom in ustanovam v kraju. Ponosna sem na vse gasilce in gasilke, na vaš lepo urejen gasilski dom, pa ne na njegovo fasado, ampak zato, ker je vedno poln krajanov vseh generacij. Ponosna sem tudi na vašega prstjenega predsednika, ki je pred 7 leti prišel na krajevno skupnost in pravi, a bi kaj, če bil tako bolj kavarnarjevo hišo, pa jaz sem si mislila, skje pa ta padel. To je vendar nemogoče, ampak vztrajnost
In delo vašega predsednika dokazuje, da je nemogoče mogoče in da, ker je volja, je tudi pot. Jožef, veš, nikoli ne moreš biti to prstnjako, kar te imamo mi lahko radi. Rada bi pozdravila še župana, Janina, ki je v letošnjem letu prepoznal, da Rateče potrebujemo oziroma si zaslužimo novo vaško jedro. Prepričana sem, da bo to najlepše vaško jedro v Sloveniji. Kar se pa tiče ceste skozi vas, moramo priznati, da jo že toliko časa delamo, da vseeno, če jo ni, ker Ratečani smo se že navadili brez njih. Zdaj pa prav je, da moram biti še uradna, spoštovane gasilke, spoštovani gasilci, ob vaši 120-letnici vam želim ne veliko uspehov, ampak veliko prijetnih poti na poti do uspeha, kajti pot je včasih lepša kot pa cilj. Cenjeni gostje, dobrodošli v Ratečah, upam, da boste preživeli prijeten večer v tej naši vasici Rateča Planica med Poncami in Tromajo in od nas odnesli same lepe spomine. Hvala. Prav, Sonja, nas je 600. Ja, pa še nam moramo zraven tudi. Prav, še 2 sta nam ostali, še 2 zahvali. In sicer povedal sem že enkrat. Ja, med nami je Botra, ki je ena izmed prvih Botr, ki je 2-krat Botra. Danes bo postala drugič. In seveda tudi zato njihovo dejanje, dejanje Vilove družine, gostilne Moj mir in seveda Botre, ki vse to predstavlja gospe Ankice Kopavnik. Botra, prosim, če v imenu društva in za vas, zate in domače, prevzameš zlato plaketo društva. In seveda, brez naše lokalne skupnosti, ki tudi seveda na nek način predstavlja vse nas. Brez občine Kranjska Gora ne bi bilo to, kar je, niti v društvu, niti v vasi, niti marsikje ne. Seveda, zaradi tega in tudi v majčkem razmislek bodočim rodovom, Občina Kranjska Gora in seveda našemu županu Janezu Hrovatu v imenu društva izročamo zlato plaketo društva. Hvala v mojem imenu, pa tudi v imenu obeh predhodnikov na občini županov. Vsi 3 smo si zaslužili tole plaketo skupaj. Tako da ne izkoristim, kar sem prej pozabil, pa je bilo najbolj pomembno. Čestitam vam vsem rateškim gasilcem ob 120. obletnici gasilskega društva Rateče in samo tako naprej. Hvala. Hvala lepa vsem in seveda čestitke strani vseh nas. Ampak zdaj smo pa pričečni na današnji torti, kajti sedaj prehajamo na sklepni del naše proslave ob 120. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rateče Planica. Namenu bomo predali novo gasilsko vozilo, s katerim so gasilci zamenjali dosedanje 20 let staro vozilo. Gasilsko vozilo je vozilo za prevoz moštva Volkswagen Transporter. Sredstva za gasilsko vozilo so v pretežni meri zbrali gasilci sami, občina Kranjska Gora. Seveda je sredstva prispevala tudi domača agrarna skupnost, ki vedno znova priskoči svojemu gasilskemu društvu na pomoč.
Nadalje je sredstvo prispevalo tudi Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije. Izdatno so pomagali tudi krajani Rateč s svojimi prispevki in teh sredstev krajanov se je danes nabralo preko 4500 evrov. Seveda pa brez Botre ne bi bilo pravega prevzema vozila, pa niti blagoslova. Zato najprej pokličimo Botro gospod Ankico Kopavnik, ki je v svojem imenu in v imenu Vilove družine, ki je velik podpornik domače gasilske organizacij, ter v imenu Vile Mojmir danes po 14 letih že drugič stoji na odru kot gasilska Botra. In kot ste slišali že prej, leta 1993 je Ankica Kopavnik v enaki vlogi kot danes razvila nov gasilski prapor, simboli nove države Republike Slovenije in je Botra temu praporu, ki ga domači gasilci s ponosom nosijo na slovesnostih. Torej prosimo Botro Ankico Kopavnik, ki se je pri treh pridruži tudi župan občine Kranjska Gora, gospod Jani Hrovat, da skupaj predata gasilcem ključe novega gasilskega vozila. Poveljnika gasilskega društva Slavka Cuznarja pa prosimo, da ključe sprejme. Tistele klopca nam pa ni usvojena. Kar izvolijo Botra. Kot prvič se zahvaljujem gasilskemu društvu za zlato priznanje. Spoštovani gasilci, danes mi je v čast in veliko veselje, da v imenu vseh nas, ki smo prispevali za nakup tega našega gasilskega vozila, v imenu svoje družine, Vile Mojmir in v svojem imenu izročim ključe našega novega gasilskega vozila. Dragi gasilci, želim vam, da bi vam to vozilo izpolnjevalo vaše poslanstvo, da bi ga čim manj uporabljali za nesreče in čim več za lepe priložnosti, dogodke in tekmovanja in da bi se domov vračali zmeraj varno, zdravi in srečni. Ob tej priliki bi vsem vaščanom in vsem gostom, ki prebivajo v naši lepi vasici, zaželela en lep večer in gasilskem društvu iskrene čestitke ob visokem jubileju. Na pomoč. Spoštovana Botra, spoštovani gospod župan, spoštovani tovariši gasilci, spoštovani sovaščani in goste. Gasilci sprejemamo te ključe z vso mero odgovornosti do vseh vas, ki ste nam nesebično priskočili na pomoč pri nabavi novega gasilskega vozila. Vozilo ni samo naše, temveč je vseh vas, ki ste svojo pomočjo vanj gradili tudi del sebe, ravnali. Zatorej mi gasilci, katere ste vozili zaupali, svečano obljubljamo, da bomo s njim ravnali vestno in gospodarno, ter da bomo v kateremkoli času pripravljeni priskočiti na pomoč ob nesreči ter požaru. Še enkrat vsem hvala v mojem imenu in imenu gasilcev. Na pomoč. In zdaj bo poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Rateč Planica Slavko Cuznar predal ključe vozila vozniku Toniju Cuznarju. Sprejemam ključe novega vozila in obljubljam, da bomo vozniki zanj skrbeli kot dobri gospodari, da bomo vedno pripravljeni na intervencijo in da bomo vse gasilce vedno, varno in srečno pripeljali domov. Na pomoč!
Gasilci, mirno! Na mestu odmor. Seveda pa moramo, draga družba, spoštovane gasilke in gasilci, vozilo tudi blagosloviti. Zato pa za nas in za vas blagoslovo pravi župnik iz Novega, gospod Franc Juvan. Prosimo torej župnika, gospoda Franca Juvana, za blagoslov vozila. Dobar dan. Tako zdaj pa še župnik opravil svoje. In ker ima več župnik domači, druge obveznosti, celo zelo se bo ukvarjal, so pač našli mene. Spoštovani gasilci, domači, od drugot in vsi nazoči, ker je taka lepa navada, da je bo ta gasilski avtomobil še blagoslovljen. Gotovo se nekateri sprašujete, zakaj je to potrebno. Ali ni dovolj, da ste zbrali denar in to vozilo kupili? Ali ni dovolj, da ste v rezervoar nalili gorivo, pognali motor, sirene in tako preizkusili, kako deli? Ali ni dovolj, da znate z avtomobilom in vsem, kar spada zraven, upravljati in ste ga sposobni koristno uporabljati? Zakaj je torej potrebno še duhovnikova molitev? Saj je bilo že kar nekaj govora in glasbe. Zakaj še blagoslovljena voda? Se bo to vozilo še večkrat mokro. Brati in sestre, tukaj se srečuje dvoje. Sodobna tehnika in naša vera. Ta vaša nova pridobitev nam predstavlja človeško znanje in sposobnost, da se sami pomagamo v težavah. Obenem pa se zavedamo in še večkrat izkušamo, da vsega ne zmoremo sami. Kljub vsej pripravljenosti in pogoju, kljub najboljši tehnični opremljenosti, ne moremo preprečiti vsega hudega, ne moremo popraviti vse škode in odpraviti vsega trpljenja. Zato razen človeškega znanja in moči in volje, razen vedno bolj popolnih strojev in naprav, še vedno potrebujemo tudi Božjo pomoč. Prosimo torej, da bi naši gasilci svoje poslanstvo opravili uspešno in brez nezgod. In ravno zato imamo ta blagoslov. To je prošnja k Bogu, naj nas spremlja in varuje pri vsem našem delu. Tudi pri delu z gasilskimi napravami in orodjem. Naj ta avtomobil in vsa oprema te enote pomaga vsem, vam, radošnjim gasilcem, da boste vi mogli pomagati ljudem. Gospod z vami. Molimo, vsemogočni večni Bog, po svojem Sinu Jezusu Kristusu nas povezuješ v eno družino in nam naročaš, da skrbimo drug za drugega in se med seboj pomagamo. Prosimo te, da blagoslovi ta gasilski avtomobil, ki ga danes izročamo svojemu namenu. Naj naši gasilci rastejo v pripravljenosti pomagati drugim, posebno tistim, ki so jih prizadele naravne nesreče in druge preizkušnje. Tako bomo združili gradili kraljestvo tvojega Sina Jezusa Kristusa, ki živi in kraljuje vekomaj. Medtem ko bo
še blagoslovil avtomobil, pa skupaj z molimo na čas Svetem Florjanu, da bi nas važilo pred častnim in večnim ognjem. Oče naš, ki si v nebesih, posvečen. Preden zaključimo seveda z našo slovesnostjo, vam predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Rateče Plenice ponuja možnost, če bi kdo želel kaj povedati. Torej, če bi kdo želel kaj povedati, naj spregovori zdaj. Mogoče iz Puhlja, tako? Hvala za besedo. Pozdravljeni župan, predsedniki Botra, pa seveda naš poveljnik. Pošiljam vam lepe pozdrave iz Prostovoljnega gasilskega društva Spuhlo pri Ptuju. Mislim, da vsi veste, kaj to je, ker smo že predolgo tu pri vas. In pa vam čestito v vaši 120. obletnici res prostovoljnega dela. In kaj še vam drugo rečem, vse so že vse povedali, kaj meni je vroče, vam je vroče, bomo to končali. In z vašim poveljnikom predajamo eno skulpturo, delo našega domačega člana gasilskega društva, sklesano iz lesa, svetega Florjana, zavetnega gasilca. In prosim predsednika ali poveljnika, da prevzame. Vem, da imate malo garažo, pa dva nova avta, nekaj še bo plačati. Ja, dragi prijatelji iz Puhle, presrečen sem. Najlepša hvala. Hvala je pravzaprav skoraj da premalo, ampak to je to, kar lahko ta trenutek rečem. Takega svetega Florjana sem prvič videl pri njih v gasilnem domu v vitrini. No in danes je prišel k nam. Hvala. Ni pa to tisti, kaj je on videl, ta je drugi, ta je malo manjši, vi imamo sigurno malo večjega. Res, pred 25 leti smo bili prvič tu, na tem istem mestu je bil šotor. Takrat nismo sicer propisali prijateljstva še, ampak naslednjo leto, ampak že takrat je bilo res čudovito. Edino, kaj je bilo takrat narobe, vina niste imeli za nas. A veste, kak mi Štajerci pravimo, ko pijačo podražijo? Bomo pač manj jedli, ne? Hvala, pa vam želimo še lepo praznovanje naprej. Hvala. Zdaj vas pa prosimo še za eno skupinsko fotografijo. Vas prosimo še za eno skupinsko fotografijo, tako pravi predsednik. Potem pa bomo mi seveda počasi prešli v zadnji del našega dogodka, sicer bo poveljnik še nekaj povedal. Jaz sem zahvalil v svojemu imenu za darilo in za sodelovanje s Puhlom. Zdaj pa se pripravimo za odhod praporov. Gasilci, mirno, za odhod praporov, pozdrav! Ja, takole, se zahvaljujemo seveda zdaj še najprej gospodu župniku
za blagoslov vozila in s tem je današnja slovesnost ob 120. obletnici gasilskega društva Rateče Planica tudi sklenjena. Seveda je s tem nov začetek nečesa zabavnega. Že zdaj vas povabimo na veselico z ansamblom Donačka, pozno v noč ali pa v zgodne jutro, kakorkoli pa želite. Gasilci so seveda pripravili tudi bogat srečelov in lepo prvo nagrado. Torej, hvala še enkrat vsem in vsakemu posebej za vašo udeležbo, prispevek in pomoč našemu gasilskemu društvu. In če lahko malo bolj neuradno končamo, če smo seveda že pri tem, se veste, kar se tiče tam mladih do 18 let, naj se vas čim več opiše, danes imate možnost sodelovati pri prostovoljnem gasilskem društvu Rateče Planica, kar se pa tiče ostalih nad 18 let, pa saj veste, zataknite se ga za šankam, pa čim dlje, da bojo gasilci imeli spet za kakšen nov avto. Hvala lepa.